spoštovani visoki gostje, spoštovane gospe, cenjeni gospodje, zahvaljujem se organizatorjem za zaupanje, ki mi ga izkazujete z vabilom na to srečanje in posebej za te besede, na katerim sem bil povabljen. Samobitnost je značilnost nekoga ali nečesa, ki biva sam od sebe, ki za svoje bivanje ne potrebuje vzroka, katerega bi bil posledica. Resnično samobiten je le Bog, ki ga zato na filozofski način, a zato nič manj religiozno, imenujemo prvi vzrok, pisan z veliko, ker je vse ostalo, ki je njegovo stvarstvo, posledica njega in njegove volje. Pojem samobitnosti pa v prenesenem, sekulariziranem pomenu uporabljamo za vse tisto, kar je originalno, enkratno, edinstveno, ki je v tem smislu samo svoje in končno samostojno. Ko apliciramo ta pojem na narod, ugotavljamo, da ima vsak svoje značilnosti, ki so enkratne. Izraža jih na svoje vrstne načine. Eden najvažnejših izrazov samobitnosti je jezik, kot dejavnik narodne identitete. Drugi so lahko ozemlje z njegovimi značilnostmi, zgodovina, narodni značaj, pa zgodovinski spomin, ki ga ljudje hranimo v svoji zavesti in tako dalje. Med vsemi je pa jezik orodje za sporazumevanje med člani neke skupnosti. Kot posledica je jezik tudi sredstvo za nabiranje skupnega znanja. Z jezikom se pa izraža tudi način mišljenja nekega naroda in njegov značaj. Jezik je lahko neizdelan ali baročen, neposreden ali zavit, preprost in reven ali pa domiseln in bogat v izrazu. Primerov za to imamo več, pa bom tukaj navajal. Jezik je najprej orodje, zato je definicij jezika več. Za ene je jezik sistem znakov, za druge je sredstvo za sporazumevanje, za tretje je identitetni simbol. V tem zadnjem, še najbolj izdelanem pomenu, je jezik eden izmed sestavnih elementov skupne zavesti. To še posebno, če se močno razlikuje od drugih jezikov, s katerimi je v neposrednem stiku. Čim bolj različen je naš jezik od drugih, tem bolj smo mi posebni. Jeziki združujejo enako govoreče, močno pa nas ločujejo od drugih. Zato je jezik huda in najmočnejša pregrada in zaprega med narodi, celo sosednjimi. Primer, baski do drugih v isti državi Španiji. Baskovski jezik je nekaj popolnoma različnega, kot pa vsi drugi. Ne razumeš popolnoma nič, pa znaš lahko perfektno špansko, če ne znaš baskovščine, to je popolnoma drug svet, druga galaksija je to. Pa je v isti Španiji. Ali Slovenci, na primer, do sosednjih držav Italije, germanske Avstrije in Madžarske, ki smo včasih v avstro-ogrski državi tudi bili in živeli skupaj, danes pa imamo vsak svojo državo. Ob takih razlikah je treba najti prilagoditev enih do drugih ali pa seči po nekem tretjem jeziku, ki ga vsi poznajo. Pregrada pa ni tako huda, če so jeziki sorodni in je med njimi več sličnosti, na primer med slovenščino in hrvaščino, med španščino in portugalščino. Kot identitetno znamenje je jezik, če ga nekdo govori in ga vztrajno uporablja, tudi sporočilo in javna manifestacija svoje pripadnosti narodu in jezikovni skupini, ki se ga poslužuje. Včasih ima to celo agresivne značilnosti. Ravno te dni lahko gledamo po španski televiziji, ko so ponovno volili novega predsednika vlade, kako so manjšinci, torej člani narodnih skupnosti, ki živijo v Španiji, hoteli v parlamentu govoriti svoj jezik.
In tako so Baski govorili v baskovščini, Katalonci v katalonščini. In je moralo biti simultano prevajanje, zato ker špansko govoreči, mislim kastilsko govoreči, tega sploh niso razumeli. Pa je ista država, ista monarhija, ista vojska, vse isto, samo velika razlika, ponavljam. Skratka, kot rečeno, ima to celo agresivne, oni hočejo biti samostojni. Na ta način z jezikom izražajo ta naboj. V vojnah in z njimi povezanimi okupacijami ozemelj je to očitno, ko je ena izmed prvih odločitev zavojevalca vsiljenje lastnega jezika. S tem jasno in nasilno sporoča: premagal sem te in tvoje ozemlje je od zdaj naprej moje. O tem je že prej govorila gospa Stanovnikova. V naši dolgi zgodovini v srednji Evropi imamo Slovenci redko značilnost. Napredovali smo in svojo samobitnost tudi politično utrjevali, a po ovinku kulture, kot je utemeljeno to izrazil zgodovinar France Dolinar, žal danes v Sloveniji premalo znan in upoštevan. To Dolinarjevo misel, oziroma ta Dolinarjev koncept slovenstva in slovenske državnosti je zelo rad ponavljam, ker, kot sem rekel, v Sloveniji ga ne slišim. Je pa Dolinar to napisal zunaj Slovenije, seveda. Izhajamo iz prvin naše prve države Karantanije. S kasnejšo izgubo slovenskih karantanskih knezov, ki so jih na silo zamenjali nemški plemiči, in s poznejšo relativno hitro izgubo preostalega slovenskega plemstva, je bil porušen nosilni steber tedanje slovenske narodne družbeno-politične zgradbe. Zelo važen podatek in neobhodno potreben za razumevanje vsega poznejšega razvoja je ta, da v staroslovenski družbi namreč med vladarjem in ljudstvom ni bilo umestnih plemiških stopenj, kot jih je poznal evropski feudalizem in se je pozneje kazal v vazalskem sistemu in umestnih plasteh nižjega plemstva, pretežno na zahodu. Lahko bi to slikovito ponazorili s piramido. Če so izginili karantanski knezi na vrhu, takoj pod njimi v našem primeru žal ni bilo naslednje plemiške plasti, ki bi izpolnila vrzel in prevzela vodstvene funkcije v družbi. Ker ni bilo več slovenskih knezov, ki so jih začeli nadomeščati in končno nadomestili Germani, je obstoj in rast naroda od tedaj naprej moral temeljiti na kmečkem stanu, kot pravi Dolinar. Seveda moramo danes ta izraz kmečki stan pri Dolinarju razumeti ne v smislu kakega cankarjanskega gledanja na ta družbeni sloj, pretežno iz zadnjih stoletij, posebno desetletij, temveč v smislu slovenskega srednjeveškega kmeta svobodnjaka, o katerem je bilo tudi že danes govora, iz večstoletnega karantanskega ustoličevalnega procesa, ki si je prost volil vero in postave, kot je dejal Prešernov Črtomir. Na podlagi teh dejstev je treba razumeti, kot utemeljuje Dolinar, da je zato razvoj Slovencev šel po drugačni poti kot razvoj zahodnoevropskih narodov. Ti so se razvijali preko kraljevin, kneževin, preko take ali drugačne državne ali kvazidržavne ustanove. Narodne meje so postale državne meje. Pri njih je država bila tista, ki je oblikovala kulturo, znanost in leposlovje. Kulturno zedinjenje se je izvajalo iz centra državne avtoritete. Dolinar dobesedno pravi sledeče, citiram ga: je pa v popolnem nasprotju s tem, zgoraj omenjenim, preomenjenim razvojem, razvoj slovenskega naroda šel po ovinku kulture, znanosti in literature v novo politično uveljavljanje. Tak razvoj je bil očiten tudi pri drugih srednje in vzhodno evropskih narodih. Toda, tako tipično čist in oster kot slovenski, pa ni razvoj nobenega drugega naroda, ker nobenemu drugemu narodu ni bila v taki meri porušena njegova socialna struktura. Konec citata iz Dolinarja. Če smo torej žal skozi stoletja izgubljali slovensko družbeno plemstvo,
smo pa v tistih dolgih obdobjih vedno bolj pridobivali na duhovnem in kulturnem plemstvu, ki je resnično plemstvo in se je utrjevalo in dajalo vsebino našemu obstoju. Ni plemič nujno samo tisti, ki ima znano in priznano rodbinsko ime. Temveč smo plemiči lahko vsi, če živimo in se obnašamo v skladu z uglajenimi načeli sožitja in občeveljavnimi univerzalnimi vrednotami. V zvezi z našo samobitnostjo ne pozabimo Slovenci na obred ustoličevanja koroških vojvod, kar je bilo danes tudi že omenjeno. Po končanem ustoličenju kneza, tedaj že germanskega, je skupščina kmetov svobodnjakov v staroslovenskem jeziku zapela značilno kitico pesmi, ki v daljnem srednjem veku kaže na demokratični duh, tak že takrat, in ki se v današnji slovenščini glasi: Hvala tebi, vsemogočni Bog, ki si ustvaril nebo in zemljo, da si dal nam in naši deželi kneza in gospodarja po naši volji. Konec kitice. Ta je eden izmed najmočnejših znakov naše samobitnosti, na katerega danes polagamo premalo veljavnosti. Drugi je pa prva slovenska knjiga, o kateri je danes več govora, ker imamo po osamosvojitvi praznik reformacije. Trubarjev slovenski prevod katekizma smo leta 1550 dobili le dobrih 70 let po prvi angleški knjigi, kar je bilo tudi že omenjeno od strani gospe Stanonikove. Samo 70 let po prvi angleški knjigi, ki ni bila sicer verske vsebine, pa 15 let po prevodu tudi angleškega svetega pisma, torej iz latinščine v angleščino prevedenega svetega pisma, leta 1535, samo 15 let razlike. Angleži so ravno takrat začeli ustanavljati svoj imperij, ki ga sedaj skoraj ni več. 70-letna razlika med njimi in nami je za tedanje časovne dimenzije skoraj zanemarljiva. Ob kulturi, v širšem in ožjem pomenu besede, pa se je slovenski razvoj krepil tudi z močnimi duhovnimi vsebinami krščanstva in s podporo, ki mu jo je vedno izkazovala pretežno nižja katoliška duhovščina z odličnimi izjemami blaženega škofa Slomška in še nekaterih drugih, ki zato zaslužijo, da jih obravnavamo kot neprecenljive utemeljevalce in utrjevalce naše samobitnosti in državnosti. Tu je podlaga, na kateri smo nadaljevali težavno pot skozi mnoge preizkušnje in po stoletjih skoraj nepričakovano prišli spet do svoje države. Res je bil ovinek preko kulture velik in dolgotrajen, a uspešen. Ta svojevrsten razvoj je sedaj za nas in za druge narode in za druge morda teže razumljiv, ker smo danes globalno vsi pod vplivom prej omenjenega zahodnoevropskega modela političnega razvoja. Države so se razvijale, kot rečeno, in uveljavljale preko političnih institucij, kraljev, kraljevin, cesarstev ter njihovih vojska. Mnoge, najvažnejše, so šle po svetu, nasilno osvajale nova ozemlja in ustvarjale kolonije. V našem primeru ni bilo tako. Toda, koliko smo zato danes na slabšem? Vsega onega res nismo imeli. Toda, če pogledamo sebe v tem trenutku, danes, leta 2023, v primerjavi z vsaj nekaterimi sosedi, če ne drugimi bolj oddaljenimi, smo v bistveno podobnem položaju, gotovo pa ne v slabšem. Če smo pa v slabšem, je pa morda zaradi nas samih, ker ne damo preveč oziroma dovolj važnosti na vse te stvari. Najvažnejše je to, da smo se ob pomanjkanju velikih vojska, dinastij, gospodarske moči, kolonij po svetu in še česa podobnega ohranili živi in dejavni, ker smo skozi stoletja kulturno rasli. Da to ni fantazija, je dokaz v tem, da smo že dvakrat predsedovali svetu Evrope
in da bomo v prihodnem letu ponovno nestalna članica Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov. Tako kot kdo drug. Nič manj. Pa še na svoji grbi ne nosimo strahotnih odgovornosti za krivice s suženjstvom in drugimi genocidnimi dejanji, kot mnogi večji in važni narodi in države iz pretežno zahodne Evrope, ki danes doživljajo resne družbeno-politične krize. Skratka, logika razvoja je bila pri nas drugačna. Paradoksno, razvijali smo se politično v najširšem pomenu besede, toda brez političnih institucij v ožjem pomenu. Kultura je bila pri nas tista močna politična kategorija, ki je nadomestila vse ostalo manjkajoče. V območju kulture se je naš jezik zelo zgodaj definitivno utrdil s prvo slovensko knjigo, kot rečeno, že leta 1550, za kar gre zasluga Primožu Trubarju, ki je na ta način uvrstil slovenski jezik med knjižne jezike. Je pa ta zasluga zgolj jezikovna, v ožjem pomenu besede. Potem, ko je Trubar luteranski katekizem prevedel v slovenščino in potem, ko je Jurij Dalmatin leta 1584 prevedel celotno svetopismo v slovenščino, je pa tudi treba reči, da k sreči Slovenci nismo nadaljevali pod protestantskim vplivom in smo se okrepili v katolištvu, sicer bi zelo verjetno končali v splošni protestantski germanizaciji, ne samo jezikovni, temveč tudi politični. Ne bom tukaj poudaril bistvene važnosti Prešerna in Čopa, ki sta naš jezik povzdignila na leposlovno raven. Pa v istem času zasluge že omenjenega blaženega škofa Slomška za ohranjanje jezika med preprostim slovenskim narodom. Znano je njegovo navodilo: sveta vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ do zveličavne omike. Kako je znal lepo povedati to z neko besedno igro: luč, ključ. Lepo, vsaj zame. Narodno prebojenje v drugi polovici 19. stoletja je bistveno zaznamovano s prizadevanji za slovenski jezik. Slovenci smo se ohranili politično prav z jezikom, kljub pomanjkanju državnosti in uradnega značaja slovenske tiskane besede. V večnarodnih državah, v katerih smo zgodovinsko živeli, slovenščina ni bila uradni jezik. Vendar smo jo uspeli do danes ohraniti dovolj čisto. Težave se paradoksno močno javljajo danes, ko imamo svojo državo in slovenščino kot uradni jezik. Težave se pa pojavljajo, kot rečeno, v obliki prisvajanja nepotrebnih tujk, popolnoma nepotrebnih, če bi bila morda potrebna kakšna tujka, ker nimamo kakšnega svojega izraza, ali ga še nimamo, pa naj potem jezikoslovci izumijo slovenski izraz, slovensko različico tistega, kar se reče v drugih jezikih na znanstven način. Ampak javno se to kaže pri uporabi nepotrebnih tujk, ki včasih dobivajo značaj, vse to kar nekega drugega jezika, kot je bilo že tukaj povedano, kot če bi govorili nek posebni esperanto, ki je, kot je znano, mešanica različnih jezikov, čeprav je tisto bila racionalna mešanica in je avtor iskal neke vrste mednarodni jezik in zato zmešal, razumsko zmešal. To je pa kar tako, kakor pač pride. Prešeren je že v svojem času v zabavljivem sonetu Ne bodmo šalobarde svaril pred tem in pred čobodro, je on to rekel, ki bo nastala, če bomo tak, kakor srake v gnezda ukup nosili besede tuje. Žalostno je danes, da tako so slovenščino postopajo razumniki. Argument, da je to pač zato, ker znajo več jezikov, ne velja. Prav je, da jih znajo, a naj izhajajo in spoštujejo najprej svojega. Še tako dodelana umetna inteligenca, danes tako opevana in omenjena, nam pa tudi ne bo mogla pomagati, saj ta nima srca in ne ve za domovino. Ko smo se Slovenci osamosvajali in osamosvojili leta 1991, smo se poleg odločitve za demokracijo in lastno državo
dejansko odločali tudi za svoj jezik. Spomnimo se na poskus skupnih jeder v zadnjih zdihljajih rajnke komunistične Jugoslavije in našega upora proti temu. Branili smo svoj jezik, z njim pa svojo samobitnost. Ostanimo zvesti slovenski besedi še naprej, v šoli, v medijih, nasplošno v kulturi in bodimo zvesti bogatim izročilom, saj je, spet po Slomškovih besedah, materin jezik najdražja dota, ki smo jo prejeli od svojih staršev. Naj nam bo tudi po njegovih besedah še naprej ključ do zveličavne omike in napredka našega naroda sredi Evrope. Hvala.